pozdrav, dober večer na današnjem predavanju. Dve pomembni obletnici nas zaznamujeta letos Marija Terezija in pa Martin Luther. Zaradi tega smo danes po luči teh dveh obletnic povabili profesorja, doktorja Andreja Hozjana. Današnjega mojega predavanja sta dve, predlagal pa sem jih v dogovarjanju za predavanje in sicer gre za dve temi, ki bosta letos sta že začeli prihajati v oči pozornosti ne samo slovenske, ampak široke, srednje evropske, pa tudi evropske javnosti, da rečem celo svetovne, kajti dve temi, ki sta obe povezani z letošnjim letom 2017, torej to leto je povezovalni element obeh teh zelo, lahko rečem, zelo pomembnih poseb nekaj starejše, torej zgodne novejške evropske zgodovine. Govoril bom torej o Martinu Lutheru in leta 1517 v zavesti evropske civilizacije in pa v drugem delu o Mariji Tereziji in vprašanju vodenja države in družbe v srednji Evropi v 18. stoletju. Že tako je neodbene skrivnosti, kako je z Marijo Terezijo, zakaj z to osebo, ker je rojena leta 1717, kar pomeni, da letos, bom rekel, obhajamo jubilej 300. letnice njenega rojstva, 1717. bila Reformacija je bila versko, kulturno in politično gibanje v 16. stoletju, katerega cilj je bila preureditev rimsko-katoliške cerkve. Njen glavni začetnik je nemški katoliški duhovnik in avguštinski menih Martin Luther, ki je 31. oktobra 1517 na vrata cerkve v nemškem mestu Wittenberg pribil liste s 95 tezami o moči odpustkov, kjer je spodbijal del tedanje doktrine o odpustkih za mrtve v vicah. Večina tez se je namreč nanašala na kupovanje odpustkov, na račun katerih je tedanja katoliška cerkev izjemno obogatela. Odpustek v katolištvu pomeni delno ali popolno odpuščanje časne kazni za grehe. Sprva je zahteval le reformo katoliške cerkve, ker pa ga je ta zavrnila, se je oblikovala nova cerkvena organizacija, luteranska cerkev. Papež ga je zaradi upora izobčil iz cerkve, kasneje pa ga je izobčil tudi cesar. Luther je med drugim zahteval naslednje. Naj bo cerkev revna in preprosta, prav tako tudi bogoslužje. Zavzemal se je proti čaščenju svetnikov in relikvij. Cerkev se ne sme postavljati nad državo in vsak vernik naj sam bere sveto pismo v svojem materinem jeziku. Zadnja zahteva je pomembno vplivala na razvoj književnosti v ljudskih jezikih, med drugim tudi na slovensko književnost. V obdobju reformacije so se pojavile prve slovenske knjige. Leta 1550 je protestant Primož Trubar izdal abecednik in katekizem. Pomembni deli sta tudi Bohoričeva slovnica Zimske urice in Kreljeva otročja Biblija. Nastajali so prevodi svetega pisma v številne evropske jezike, v slovenščino je sveto pismo prevedel Jurij Dalmatin. Nekatere izmed Lutherovih tez so še vedno aktualne. Ena izmed tez, na podlagi katerih naj bi dosegli spremembe v cerkvi, je bila denimo ideja, da prek dejanj ljubezni le-ta raste in človek postaja boljši, ne pa s kupovanjem odpuščanja v cerkvi, ta denar naj se raje nameni ali posodi revnim. Marija Terezija, 1717-1880, opustite, da res tako je bolj nujno prekiniti, ampak vse bo še čas za vprašanje. In vprašanje vodenja države in družbe v srednji Evropi v 18. stoletju. Gremo torej za kakih 200 leti, pa še nekaj od leta 1517 naprej in pridemo v leto 1717, ko se je rodila deklica, ki je ob krstu dobila, verjemite, 8 imen. 8, ampak tudi čisto nič nenavadno, mi jo poznamo pod imenom Marija Terezija, ki pa je spet po svoje, pa to besedno res čudež, ne fizični dokaz, da se je rodila, ampak čudež, kako je ta oseba pripeljala svojo življenjsko pot v neke tokove, ki dotlej še prav nihče v tem prostoru ogromnega svetega rimskega cesarstva ni doživel. Marija Terezija je hči svetovnega cesarja Karla VI., kot rečeno, rojena maja 1717. in 80. na to umrla. Še 4 leta pred njenim rojstvom
je oče kot vladar, oče Karel kot vladar v dednih deželah Habsburške monarhije podal svojim ministrom interno izjavo, to je bilo takole v eni manjši sobici, vladar ne je sedel in poklical enih 5-6 ministrov, kot je imel, in jim tem podal eno izjavo o 4-5 stavki. In te stavke smo se seveda do nedavnega smo se zelo narobe razlagali, ne samo mi, praktično celotno zgodovinopisje, ki se odgovarja s Habsburško družino. Podal je namreč izjavo o želji razglasitve nedeljivosti avstrijskih dežel in družinskega nasledstvenega reda. To pa še ni pragmatična sankcija. Čeprav boste ne vem, kje v literaturi našli, da je pragmatična sankcija izdal Habsburški dvor leta 1713. Pozabite. In si predstavljate, ampak ste prvo 13 enko spremenite v 3. Pa boste dobili prvi. To ni pragmatična sankcija, a ne da dalje izrekel željo. Kaj je bil tale družinski nasledstveni red? Tole, da bi v tistih deželah, ki so jih Habsburžani kot dinastija vladali že stoletja in stoletja, med drugim tudi na našem prostoru, imeli pravico do oblasti, torej do nastopa na oblast tudi ženski predstavniki družine. Kar je pa dotlej bilo, prosim, v tem sistemu pravnega reda v Svetem rimskem cesarstvu nemogoče, neznano. Nihče tega ne bi niti verjel, kaj še da bi to dobil. Pri tem seveda moramo samo razmišljati tudi še, da tedaj svetu v Evropi, pa tudi v vladajo kdo? Vladajo moški. To je jasno. Vladajo moški, čeprav imamo, prosim, v Evropi do tega časa že kar nekaj primerov, ko so na oblast lahko in do predsprotema prišli tudi ženske. Zakaj pa ne? Take primere imamo seveda v Angliji, se veste, od Marije Tudor naprej, pa Elizabete I. Imamo take primere recimo na Madžarskem že v srednjem veku. Take primere imamo recimo v tako patriarhalni in tako konzervativni družbi, kot je bilo Rusko carstvo. Verjeli ali ne, po smrti Petra I. carja 1724. leta največji del 18. stoletja v Ruskem carstvu vladajo ženske. Katarina II. Samo ena od njih, predtem so bile že 3 na prestolu. Tu, v Svetem rimskem cesarstvu, pa to preprosto ni bilo možno. Zato, ker ni bilo pravnih navad, če ne razumete. Kaj ti? Ženska, ki bi hotela v Svetem rimskem cesarstvu priti na položaj kronane cesarice, bi morala računati seveda z nekakšnimi, ko rečemo, super egi, toliko in toliko moški. In to je bilo nemogoče. Tudi Marija Terezija, prosim, nikoli ni postala cesarica, čeprav jo posod po svetu še dan danes predstavljajo kot cesarico. Da, ne morate tole brati kot cesarica, namreč cesarjeva žena. Nikoli Marija Terezija ni bila kronana cesarica. Marija Terezija se je rodila na Dunaju kot najstarejša hči nemškega cesarja Karla VI. Ko je 13. maja 1717 veliki zvon cerkve svetega Štefana na Dunaju oznanil rojstvo najdvojvodinje, ki so jo še isti večer krstili za Marijo Terezijo Valburgo Amalijo Kristino, ni nihče slutil, da je priča rojstvu bodoče vladarice. Temu ustrezno so bile slovesnosti razmeroma skromne, kajti dvor je čakal moškega potomca. Leta 1736 se je poročila z vojvodo Francem Štefanom Lotarinškim, poznejšim cesarjem Francem I. Bila je začetnica Habsburško-Lotarinške dinastije. Marija Terezija je bila nadvojvodina Avstrije, kraljica Ogrske in Češke ter edina ženska vladarica Habsburških dednih dežel, s cesarskim kronanjem svojega moža Franca I. Štefana pa je postala tudi cesarica Svetega rimskega cesarstva. S 40-letnim vladanjem je pričela, ko je oktobra 1740 umrl njen oče Karel VI. Bila je živahna osebnost in odločna vladarica, zato so jo že v času njenega življenja oklicali za prvo damo Evrope. V zakonu s Francem I. Štefanom je imela 16 otrok, od katerih jih je 7 zasedlo vladarski prestol. Oče Marije Terezije, cesar Karel VI, je domneval, da bo hčerka pravo moč predala v roke svojemu možu, zato je ni posredoval nobenih informacij o delovanju vlade, tako da se je vsega morala naučiti sama. Poleg tega je zaradi 2 vojn ob koncu očetovega vladanja podedovala oslabljeno vojsko in prazno zakladnico. Pričela je obširne reforme v vojski, podvojila je število mož v avstrijski armadi in reformirala sistem davkov, da bi zagotovila redne prihodke za vzdrževanje vlade in vojske. Centralizirala je vlado, tako da je prej ločena avstrijska in češka kanclerstva združila v en sam administrativni urad.
Ustanovila je vrhovno sodišče, katerega edina naloga je bila vzdrževanje zakona v njenih deželah. Te reforme so okrepile gospodarstvo. Po nasvetu državnega kanclerja je prekinila zavezništvo z Veliko Britanijo in sklenila zavezništvo z Rusijo in Francijo. Leta 1752 je ustanovila vojaško akademijo, 2 leti kasneje pa akademijo inženirskih znanosti. Zahtevala je, da Dunajski univerzi dodelijo dovolj sredstev za večjo učinkovitost. Ko se ji je zdelo, da je njena vojska dovolj močna, se je leta 1756 pripravljala na napad Prusije, a jo je Friderik prehitel in napadel Saško, še eno zaveznico Avstrije, ter s tem začel vojno, ki je dodobra razgalila slabosti monarhije kot konglomerat srednjeveških fevdalnih posestev in dežel. Enovito povezano državno tvorbo je bilo treba šele ustvariti, čemur je bila posvečena večina reform Marije Terezije. Vojna se je končala leta 1763, ko je Marija Terezija podpisala sporazum, s katerim je priznala prusko oblast nad Šlezijo. Glavni motiv reforme je bil z davki zagotoviti dovolj sredstev za vzpostavitev in vzdrževanje stalne vojske 108 tisoč mož. Med pomembnejše reforme so sodile še uvedba splošnega javnega šolstva, terezijanskega katastra kot osnove za odmero in pobiranje zemljiškega davka in terezijanskega kazenskega zakonika. Pomenile so začetek razvoja, ki je na koncu pripeljal do razkroja Habsburške monarhije.